Na pol presekana koča, trske in številni, tudi samo nekaj centimetrski deli letala, razmetani, kamor seže oko. Na jasi v bližnjem gozdu v krošnjah dreves. Takšno pa je stanje na kraju nesreče, kjer so policisti in reševalne službe danes nadaljevali z iskalno akcijo. Tam je bila dopoldne tudi naša ekipa. Mark Vidrih. Ob pogledu navzgor pa proti tlom, praktično povsod, tudi v bližnjem gozdu, kjer se je sneg že stalil. Po zgolj 10 minutah hoje smo v okolici kraja strmoglavljenja z lahkoto našteli na desetine, morda stotine delčkov, tako letala kot lesene koče. Tole je, kot se kaže, del koče z žebljem, zraven pa je v sneg zapičen še del letala. Oba kosa smo našli več kot 50 metrov od kraja nesreče. Ta je skorajda okrog in okrog obdan s strmim skalnatim in zasneženim pobočjem. Gre za že v normalnih razmerah za zelo zahteven teren. Ne predstavljam pa si, kako je bilo tu včeraj, ko vidljivost ni presegala nekaj metrov. A za razliko od včerajšnjega dne je vreme danes vsaj za nekaj ur zdržalo. In takole je nekaj pred 10. dopoldne območje prvič lahko preletel tudi policijski helikopter. Ta je nato izkoristil vremensko okno in na kraj nesreče dostavil več reševalnih ekip, malo pred 11. pa še ključen del reševalne opreme, podporni steber, kajti vse do takrat. Zaradi zahtevnosti dostopa do objekta do sedaj tudi še ni bilo mogoče na kraju zagotoviti potrebne mehanizacije in druge opreme, s katero bi lahko objekt zavarovali vsaj toliko, da bi lahko reševalne ekipe vstopile v objekt in našle pilota. Tega so nato v popoldanskih urah, slišali smo, vendarle našli, a s tem aktivnosti ob koči še zdaleč ni konec. Preiskava nesreče se v resnici šele začenja, vse pa skrbi, kako bodo do lokacije dostopali v dneh, ki sledijo. Vendar pa se hkrati tudi trudimo vzpostaviti cestno povezavo, ki je trenutno še nedostopna. Cestno povezavo se trudimo vzpostaviti predvsem zato, ker je napovedano izrazito poslabšanje vremena v prihodnjih dneh. Ne slabo, temveč povsem neprimerno za letenje s tem letalom. Takšno pa je bilo vreme nad Veliko planino včeraj zjutraj, ko je Državna meteorološka služba zaradi turbulenc in široke plasti oblakov večino slovenskega neba zaprla za vizualno letenje. Zakaj se je pilot vseeno odločil za letenje po tem zračnem koridorju, še ni jasno, vse pa kaže, da je šlo za povsem začetniško napako sicer izkušenega pilota.